Res 111, kakšen je naslov nujnega primera? Ortopedska bolnišnica Wisconsin na Gulf Roadu. Ja, je za njo, je na praznem zemljišču, poleg nje. Našli smo truplo v gozdu, ko so postavljali količke za table z napisom prepovedan vstop. Kje točno ste glede na Orthopedic Associates? Pot med igriščem za golf in tem. Tukaj je toliko vprašanj. Kaj se je zgodilo tej osebi? Kako je telo prišlo sem? In kar je najpomembneje, kdo je to? Ni bilo tako, kot da bi imeli primer pogrešane osebe, ki bi ga lahko takoj povezali, veste? V mojem vozilu ni ničesar. Sploh vas ne obtožujemo, da bi imeli kaj v vašem tovornjaku. Misel, da bi nekdo lahko kar izginil s sveta in tega nihče ne bi opazil, je bila tako srce parajoča. V redu, in ste iz gradbenega podjetja? Ja, postavljali smo znake in smo zavohali nekaj, potem pa videli, da je tam zave nekdo. Je že dolgo tam, tako da mislim, da je res. On se vrača, mislim, smrad. Delafield je premožna skupnost, za katero ne vem, če sem že kdaj poročala o umoru tam. To je zelo bogato območje. To ni območje, kjer bi nekdo izginil in nihče ne bi nič rekel. To ni to območje. Ali lahko vse držiš stran od tega? Ja, vse sem spravil ven od tam, ko ugotovimo, kaj je to. V redu, prav. Poslala bom nekaj policistov, da se srečajo s tabo, prav? Naš kapetan je poklical in rekel, hej, patrulja je na polju vzhodno od Orthopedics and Associates of Wisconsin. Imajo nekaj, kar je videti kot mumificirani ostanki človeka. Lahko začnete prihajati tja? Usmerili so nas skozi gosto grmičevje in smo vstopili med drevesa. In lahko sem videl pokojno osebo, ki je ležala na hrbtu približno 6 metrov med drevesi. To je bilo močno razkrojeno truplo, zato je bilo težko določiti, katerega spola je bilo. Okoli trupla ni bilo ničesar, kar bi pomagalo pri identifikaciji. Nobene torbice, nobene denarnice, ki bi jo lahko našli. Seveda smo morali poklicati sodnega zdravnika. Med obdukcijo smo ugotovili, da gre za žensko, staro med 20 in 50 let. Bila je v tako napredovali fazi razkroja, da je bilo določiti način in vzrok smrti strani sodnega zdravnika skoraj, če ne povsem nemogoče. Lahko je bila nesreča, lahko bi bila, ne vem, tekla je po gozdu in udarila z glavo ob skalo, imela je epileptični napad, delala je, ali pa druga stvar, na katero so vsi kazali, je bil samomor. Čeprav obdukcija ne določi, kako je ta ženska umrla, ponuja nekaj namigov o tem, kdo je bila. Imela je zatič v enem od zapestij zaradi operacije in nekaj tetovaž. Na roki je imela tetovažo v plemenskem slogu in vrtnico ter tetovažo črke J na enem od gležnjev. To so vse stvari, ki jih bodo sodni zdravniki poskušali uporabiti, da bi ugotovili identiteto te osebe. Eden od naših detektivov je dostopal do naše baze podatkov oddelka za popravne zavode Wisconsin. In s temi informacijami je prišel do kratkega seznama možnosti. Ko je preveril ime Stephanie Powlon, smo menili, da imamo dovolj možnosti za identifikacijo, da ugotovimo, kdo so žrtvini starši in preverimo, ali nam lahko pomagajo pri njeni pozitivni identifikaciji. Nato smo se odpravili v Delafield in se srečali s starši Stephanie. Detective Fredericks in Plenis. Torej, opravljamo nadaljne poizvedbe. Glede primera. In želeli smo se pogovoriti z vami. Tukaj živite z ženo. Ja, a pa Stephanie? Ne, ni tukaj, ampak že vem. Vi nikoli nimate stika z njo? Imamo stik, ampak ne vemo, kje je. V redu. Ne odgovarja na nobene druge telefonske klice. V redu. Kdaj ste se nazadnje pogovarjali z njo? Mislim, da pred 3 tedni. In kje je takrat bivala? Bila je tukaj. Potem pride Stefanina mama do vrat. Iščete Stephanie? No, ja, mislim. Delava na preiskavi in verjameva, da je Stephanie del te preiskave.
V petek so v mestu Delafield našli mrtvo osebo. Mislila sem si. Naše mnenje je, da bi to lahko bila Stefani. Ne. To smo izvedeli od 2 detektivov iz okrožja Waukesha, ki sta nas spraševala o Stefani. Na levi roki je imela tetovažo, ki je bila še vedno vidna, ko so našli truplo. Potem sva se sprijaznila, da je to res bila najina hči. Potreboval sem nekaj časa, da sem to res dojel. Nisi se mogel posloviti od svojega otroka. To je trpljenje, ki ga je težko omiliti, težko ga izločiš iz sebe. In to te zadene. Tako močno, da je... Ne vem, moram nehati. Zelo mi je žal, fantje. Lahko vam povem. Z očetom naše vnukinje in on živi v Waukeshi. Ali veste, kako mu je ime Lafayette? Matt Paul. Matt Paul. P-A-H-L. Redo. Stefaničini starši so nam povedali, da je preživljala čas med njihovo hišo in dolgoletnim fantom ter očetom njene hčerke v mestu Waukesha. Ko policija govori s Stefaninimi starši in izve več o njenem življenju, hkrati izvejo tudi več o njenem odnosu z Mattom Paulom. Bila pa je zelo skrbna in ljubeča oseba. Bila je razumevajoča oseba, bila je pripravljena pomagati in rada je delala stvari za druge. In leta 1999 je spoznala Matta. Spoznala ga je v bowling centru v Waukeshi in se preselila k njemu. Res ga je zelo ljubila. Mislim, da je bila približno 10 let mlajša od njega. On je v srednjih 50-ih, ona je bila v srednjih 40-ih. Tako da je bila njuna zveza včasih v redu, včasih ne, zelo nestabilna zveza. Ampak bila sta dolgo časa skupaj. Stefani je leta 2003 dobila hčerko in to je nekako spremenilo vse za vse nas. Leila Pavlons je bila v poznih najstniških letih. V času izginotja svoje matere je živela z obema staršema. Policiji se zdi nenavadno, da je bila očitno obkrožena z ljudmi, ki so jo imeli radi. Zakaj torej ni bila prijavljena kot pogrešana? Mama in oče nista nikogar poklicala. Vedeli smo, da gospod Paul ni prijavil njenega izginotja, ker nismo imeli nobenega poročila o pogrešani osebi, povezanega z njenim imenom. Bivala je pri mami, verjetno pred 3 tedni. Mislim, da je prenočila. In potem se je naslednji dan urevila in Matt jo je nameraval pobrati, potem pa sta nameravala iti v Y. Odpeljete se v Y. Redo. In mislila sem, da bo prišla domov kasneje, ampak ne, sploh se ni pojavila. Ni imela stika s svojima sinovoma? Ne. Bila je odsotna tedne in tedne. Nato pa je za nekaj dni prišla domov. Tako sta Stefanijina starša mislila, da se bo prej ali slej vrnila. A tokrat se ni nikoli vrnila. Stefanijina mama nam je dala naslov, kjer je živel Matej. Hoteli smo se pogovoriti z Matejem in od njega dobiti časovnico dogajanja. Kdaj si jo nazadnje videl, kaj je počela, kakšen je bil vajen odnos, takšne stvari. In pristopil sem, da se predstavim. In prva stvar, ki mi jo je rekel, je bila: zaradi česarkoli ste že tukaj, tega nisem storil. Sem si mislil, v redu. Rekli smo mu: hej, prišel boš nazaj na šerifov oddelek. Pogovorili se bomo o nekaterih stvarih. Na koncu ima razgovor z detektivom Brianom Fredericksonom in detektivom Rossom Sajcem. To ni dobra situacija. Prišel si sem kar tako, mislim, ne vem, kaj se dogaja, ampak lahko bi samo to klical. Pravzaprav sem te pred kratkim poklical, ampak nihče ni odgovoril. Poklical si me pred kratkim? Ja, recimo. Odkot ti ravno 4 ure? Imamo vse mogoče načine. Ja, ne vem. Če bi hotel skriti svojo številko, sploh ne bi imel tega dostopa. Vem, da je bil moj telefon za klepet samo to. Nisem imel ničesar za skriti. Bili smo korak naprej.
Zdel se nam je zelo osredotočen na to, da bi nadzoroval intervju in usmerjal, v katero smer bo šel. Nisem naredil ničesar, da bi te premagal. Tako, izvoli. Nič. V mojem vozilu ni ničesar in v tistem stanovanju tudi ni ničesar. Nič. Sploh vas ne obtožujemo, da bi imeli kaj v vašem tovornjaku. Mislim, da je mislil, da je pametnejši od organov pregona in da je pametnejši od vseh drugih. Zato se detektivi odločijo, da bodo prekašali Matthewa Paula, tako da bodo se delali neumne. Nočemo, da ve, kaj vemo v tem trenutku. Nikoli mu nismo povedali, da je umrla. Rekli smo le, da je pogrešana. Pogovoriva se o Stefani. Kdo je ona zate? O moj bog. Stefani je zaljubljena v mojo hčer. To že veste. Ja. Te fanke imajo trenutno nezmerje. Mi smo. Vedno smo imeli nekakšen odnos s Kerriganom, si med seboj ne pomagali. Pred kratkim mi je pomagala, ko sem si zlomil gleženj. Zelo mi je pomagala in bil sem ji zelo hvaležen za to. Dobro je dokumentirano, da je večkrat poskušala narediti samomor na različnih krajih. In aprila je pri hiši svojih staršev vzela celo stekleničko tablet. In je poskušal sem jo prepričati, naj preneha z zdravili in poišče pomoč. Kaj je vzela, ko je predozirala pri svojih starših? Kaj je počela? Jemala je. Eden od zdravnikov, ki je predpisoval veliko zdravil. Skoraj od začetka je želel govoriti o Stefanijinih duševnih težavah in težavah z zasvojenostjo, ki jih je imela zaradi zdravil, ki jih je jemala. Bili so trenutki, ko je govorila o samomoru, vendar me je vedno poklicala in nikoli ni storila ničesar. Ne veš, kje je? Se spomniš, da si jo nazadnje videl? Ne, pred tedni. Pred tedni? In slabo mi je. Ampak imam slab občutek. Fantje, nekaj veste, povejte mi. Kje je ona? To poskušamo ugotoviti. Ne vemo, pogrešana je. Zato poskušamo ugotoviti, kdo jo je nazadnje videl. Poskušal sem. Dal sem vse od sebe z njo, ampak zadnjih nekaj let se je stanje samo še slabšalo. In zdravniki niso hoteli poslušati. Samo predpisovali so ji vedno več in več zdravil. Vedno več in več zdravil. Ko smo ga skušali pritisniti glede časovnice, kdaj jo je nazadnje videl, je rekel: Fantje, začenja me skrbeti. Kaj vi veste, kaj mi ne poveste? In potem bi spet začel govoriti o tem, da je bila na močnih zdravilih, kar pa po našem mnenju sploh ni bilo povezano s tem, o čemer smo se pogovarjali z njim. Kdaj se nazadnje spomniš, da si videl Stefani? Rekel si, da misliš, da je minilo nekaj tednov, odkar si jo nazadnje videl. Poskusi se spomniti. Pomisli, kdaj si jo nazadnje videl. Kje je bilo to? Minilo je več kot 2 tedna. Vem, da se ne spomnim natančno. Kadar smo ga pritiskali za več podrobnosti o njegovem časovnem okviru, je postal živčen. In mislim, da je takrat si vseknil nos, si pokril usta in nekako zbral misli, prednje zamenjal temo. Detektivi ga še naprej pritiskajo. Kaj se je zgodilo na dan, ko je nazadnje videl Stefani? In kateri dan je bil točno to? Rekli ste, da ste šli z njo na pregled k ortopedu? Ja, šla sva, jaz sem šel v kliniko Orthopedic Associates. Matej si je prej v letu poškodoval gleženj ali stopalo in je prejemal fizioterapevtsko zdravljenje v kliniki Orthopedic Associates blizu kraja, kjer so žrtev našli. Rekli ste, da ste imeli jutranji termin in da sta šla tja skupaj. Rekli ste, da ste, ko ste prišli tja, šli na svoj termin. Torej je to zadnjič, ko ste videli, kot kaže. Ejo. Je šla z vami v stavbo, se spomnite?
Ne. Je ostala v tovornjaku? Ja, sedel sem v tovornjak. Si končal s sestanki? Ja. Si prišel do tovornjaka in potem kaj? Ona je šla. Ni več v tovornjaku. Ona je šla, ja. Je imela ključe, ali ne? Se spomniš? O, ne, jaz sem imel ključe. Jaz sem imel ključe. Ti je dala kakšen namig, da bo kam šla ali kam bi lahko šla? Ne. Ko si se vrnil do svojega tovornjaka, Matt, in je ni bilo tam, kaj se je zgodilo potem? Tako kot sem že prej, sem se vozil gor in dol ter jo iskal. Mislil sem, da je morda odšla na sprehod po ulici. Morda je poklicala svojo mamo, morda je samo dejala duška, ker je imela v preteklosti navado, da je zbežala v gozd, poklicala mamo, take stvari. Ena od stvari, ki so nam padle v oči, je bila, ko smo govorili o tem, da je dobro znano, da beži v gozd in poskuša narediti samomor, kar se nam je zdelo zanimivo povedati, glede na to, da so jo našli mrtvo v gozdu. Vprašali ste njeno mamo, ali jo je videla. Se spomnite, kdaj se je vrnil v stanovanje? Je bila tam? O ne. Takrat sem se res začel bati in nisem razumel, kaj se dogaja. Pred približno tednom dni sem šel v avtopralnico, vzel sem ven preproge iz avta in začel čistiti vse. In glej ga, zlomka, zagledam njeno torbico. In potem sem si mišel, no, to je pa čudno. Tako, mine teden, dva in potem kar naenkrat ugotoviš, da smo rekli, ko si čistil avto. In Paul trdi, da je našel nekaj še bolj šokantnega, ko je čistil svoj tovornjak. Pod avtom je bilo sporočilo, Matt. Ni bilo nič takega, česar ne bi že slišal prek e-pošte ali sporočil. Neveličen sem vseh. Sovražim vse. Sovražim tebe. Sovražim svoje starše. Vse. Veš, takšen način govora. Misliš, da je pustila tisto sporočilo, ko si jo nazadnje videl? Mogoče. Ne moram zagotovo reči. No, ja, samo to je, moram jih pogledati. Mislim, da je Matt računal na to, da bo to pismo izpadlo kot poslovilno pismo. Mislim, da je bil to njegov način, da se zaščiti in prevali krivdo na Stephanie, tako da je rekel, da ima ona to zgodovino. Našel sem to pismo in potem ste jo vi našli mrtvo. Gospod Paul je očitno naš osumljenec v tej zadevi. Je nekako vpleten ali pa ve, kaj se je zgodilo Stephanie. V redu, moram si poiskati odvetnika. Zahtevo si odvetnika, človek. Končali smo. V naslednjih nekaj tednih bomo stopili v stik s tabo. Lahko ti obljubim. Prav. V redu je, veš, lahko ti obljubim, nisem naredil ničesar. Tako ti praviš. Tako vem. Nismo imeli dovolj informacij ali dokazov, da bi lahko rekli, da jo je ubil. Nimamo dovolj za aretacijo, zato ga bomo morali izpustiti. Za zdaj Matthew Paul nima policiji nič več za povedati. Izkazalo se je, da ima njegova stanovanjska stavba policiji povedati še veliko več. Ugotovili smo, kje je gospod Paul prebival. Bila je to stanovanjska stavba v mestu Waukesha. Ugotovili smo, da so bili vsi izhodi v tem stanovanjskem kompleksu opremljeni s kamerami. In želeli smo pridobiti posnetke. Hej, samo ne hitro, takoj se bomo vrnili k temu primeru. Vem, da ima veliko različnih plasti, ampak poglejte, vse to smo lahko sestavili skupaj zaradi neverjetne podpore, ki jo dobimo od našega partnerja Upside. Mimogrede, to je odlična aplikacija. Torej, Upside vam omogoča vračilo denarja, dodatno vračilo denarja pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila, hrana za seboj. Takole naredite. Prenesete si aplikacijo Upside brezplačno. Izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij. Plačate kot običajno svojo kartico, potrdite nakup in tako preprosto dobite denar nazaj. Recimo, da moram natočiti gorivo ali želim naročiti hrano za seboj. Najprej bom poiskal ponudbe v aplikaciji Upside. In po nakupu se denar pojavi v moji aplikaciji, ki ga lahko prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $254 na leto. Če želite začeti prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo, vendar obvezno uporabite naš promocijski kodo Prime Crime, saj boste tako prejeli dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri prvem točenju goriva. Na koncu smo pridobili nalog za preiskavo stanovanja Matthewa. Tudi Stephanie je tam pogosto prebivala.
In tako so imeli 7 kamer, ki so pokrivale notranjost kompleksa. In tako smo imeli dobesedno ekipo šerifovih pomočnikov in detektivov, ki so vzeli del posnetka ali kamero in gledali 24-urne posnetke, da bi ugotovili, kdaj je Stephanie tukaj, kdaj odhaja. 23. avgust 2020. 2. Stephanie so videli, kako prihaja po stopnicah in izstopa skozi vrata stanovanja na severni strani kompleksa. Nosila je ista oblačila, kot jih je imela na sebi, ko so jo našli. Čez ramo ima črno torbico s kovinskimi verigami na paščku in zelo veliko roza steklenico za vodo. In videli so jo okoli 8:39 zjutraj, ko je izstopila skozi tista vrata. Matthew izstopi skozi druga vrata. Kot smo razumeli, gospod Paul ni želel, da bi ga videli, ko zapušča stanovanje Štefanijo, ker ni smel imeti še enega sostanovalca v bistvu. Stanovanje je bilo namenjeno enemu najemniku. Zahvaljujoč kameri na armaturni plošči, ki jo ima Paul v svojem tovornjaku in jo je zasegel, detektiv Fredericks, so preiskovalci lahko sledili gibanju para tistega jutra. Odpravita se na njegov ortopedski pregled, vendar se po odhodu iz stanovanja še ustavita. Nekaj minut kasneje jo vidijo na bencinski črpalki Quick Trip, ki je med Matthewjevim stanovanjem in Orthopedic Associates of Wisconsin. Stephanie gre v trgovino, kjer jo lahko vidite, in opravi manjši nakup. Mislim, da nekaj zajtrka, nato pa se vrne nazaj v tovornjak. Tam sedita nekaj minut in jesta zajtrk. Nato izstopi, nekaj odvrže v smetnjak, se vrne v tovornjak in v minuti ali dveh skupaj odpeljeta s tovornjakom z bencinske črpalke ter se odpravita proti zahodu po Gulf Road, kar je smer do njegove zdravniške ordinacije. To je zadnjič, ko lahko dokumentirano potrdimo, da je bila še živa. Nažalost, kamere pri Orthopedic Associates snemajo v 5-dnevni zanki, kar pomeni, da snemajo 5 dni, nato pa se posnetki prepišejo. Tako da, ko smo uspeli ugotoviti, kdo je bila Štefanja, smo bili že daleč preko obdobja hrambe posnetkov. Ampak nadzorni posnetki pri stanovanju se še naprej snemajo. In ko še naprej gledamo ta posnetek, vidimo, da se Matej vrne kasneje tisti dan, zgodaj popoldne. Štefanja pa ne. Prav tako vstopi v stavbo z roza stekleničko za vodo in kasneje pride noter s plastično vrečko iz trgovine kot nakupovalno vrečko. In v tej vrečki lahko vidite, da je torbica. Vidite lahko pašček, vendar se Štefanja ne vrne. Med iskanjem so našli Štefanjino stekleničko za vodo. Našli so njeno torbico. Našli so njen telefon, vzeli so njegov telefon, vzeli so iPad, mislim, da tudi prenosnik. In dobili smo telefonske zapise nazaj, podatke o lokaciji povezane s temi telefoni, Stephanie in Mateja. Opazovali smo, kako sta se telefona premaknila. Na koncu gredo na območje, kjer najdejo Stephanie, to je pri OAV, pri Orthopedic and Associates. Vendar se oba telefona na koncu vrneta v stanovanje. Stephanie pa se nikoli ne vrne. Ko policija še naprej pregleduje telefone Mateja Pavla, naletijo na nekaj zelo zanimivega. Ko smo pregledovali njegove prenose na telefonu, smo začeli opažati pogovore med 2 ženskama z Filipinov, s katerima je bil Matej v rednem stiku. Pogovori so bili spolne narave, potekali so vsak dan. Bili so v spletni zvezi. Ugotovili smo, da je bil Matthew namen na neki točki dejansko preseliti se na Filipine, z eno od tistih žensk, s katerimi se je pogovarjal. Ena od žensk je bila, mislim, medicinska sestra, druga pa je bila učiteljica. Norma Jean Desierto in Sherlyn Valente sta bili 2 ženski, s katerima je bil Matthew v rednem stiku. Koliko se spomnim, je bilo to konec leta 1991 in potem smo ti pošiljali sporočila zate in za jutro. Se je med katerim koli vašim pogovorom zgodilo kaj nenavadnega ali karkoli v zvezi s tem, o čemer ste se pogovarjali z Matthewom? Povedal mi je, da je tam nekdo kihal. Ni bil edin. Mi je povedal, da ga to skrbi. Ali je dal Win njeno ime ali kaj podobnega? Nikoli.
Norma Jean, medicinska sestra, se je spomnila nekaterih stvari, ki jih je Matthew povedal. Veš, skrbel ga je nekdo v njegovem krogu. Samo to, da so ta sporočila potekala, še preden so sploh našli Stefanino telo, kar je seveda povzročilo še več skrbi, da je bil vpleten. Ko detektivi govorijo s temi ženskami, se osredotočijo na dan, ko so v gozdu našli Stefanino telo. 9. september je dan, o katerem bi rad govoril z vami. 9. september 2022. Ima klepet ali pa ti je poslal sporočilo prek Skypa, kjer piše: oprosti, tega ne morem razložiti, ampak bom moral izbrisati tvoje stike. In potem si mu odpisal. Ali je to povezano s stvarjo, zaradi katere si bil zaskrbljen? Mislim, da je bila preiskava že opravljena, ampak sem samo povedala tistemu, ki je govoril z mano, da je tam nekdo. Vprašajte me karkoli, kar vem o tem, kar je povezano. In ti je tu. Nekaj se je zgodilo. Ki je povedal, kaj naj narediš, če bi te kdo kontaktiral? Ne, rekel mi je, da mi že začelo in ne vem, zakaj bi lahko prišlo. Nobena od teh žensk nam ni povedala, da bi Matt priznal, da je Stephanie kakorkoli škodoval. Ampak Matthew Paul jim pove nekaj drugega, kar preiskovalci zdi zelo zanimivo. Ja, hotel je priti do zaključka z pretepanjem. V redu. To je zanimivo načrt. In mislim, da je Matthew iskal izhod ne samo iz tega razmerja s Stephanie, ampak tudi iz države. Ugotovili smo, da je res zapustil državo. Odšel je na Filipine. Mislim, da je odšel 14. marca 2023. S Filipinko se dogovarja, da se bo tja vrnil z enosmerno vozovnico, tam živel in živel srečno do konca svojih dni. Mislim, da je bil v svoji glavi prepričan, da nimajo ničesar proti njemu, da mu ničesar ne morejo dokazati in da je zdaj rešen. Vrnil se je 14. junija 2023. Gre za nujno zadevo, vendar še vedno na nekaj čakamo. Še vedno poskušamo sestaviti stvari skupaj. Nismo imeli nobenih fizičnih dokazov, nismo imeli nobenega priznanja. Nismo imeli nobenih očividcev, torej šlo je 100% za posredne dokaze. Potrebovali so še 3 mesece, preden so bili detektivi dovolj prepričani v dokaze, da so končno ukrepali in aretirali Matthewa Paula. Več dni smo nadzorovali njegovo stanovanjsko naselje. Nekega dne, mislim, da je bil to 4. dan, ko smo bili tam, je prišel iz stanovanjskega naselja, mi smo se pripeljali do njega, skočili iz avta, ga vklenili in ga odpeljali nazaj na postajo. Kaj počneš? Krožiš po parku s tem in čas me zaprijem ven. Kroži po parkirišču. Kako za vraga bi mi lahko pomagal? Pravkar sem prišel ven, pravkar se je pojavljal. Ja, imel sem srečo. Imel sem srečo. Imel sem srečo, ti pa nesrečo. Samo povedal sem ti. Samo povem ti, ne vem, zakaj sem aretiran. Zakaj bi sploh lahko bil aretiran? Nisem naredil ničesar. Matthew Paul je bil na koncu obtožen umora 1. stopnje. Skupaj s prikrivanjem trupla. Tesno smo sodelovali s tožilstvom in želeli smo predstaviti čim bolj trden primer, da je Matthew ne samo ubil Stephanie, ampak tudi skril njeno truplo v gozdu. Šibkosti so bile še vedno stanje trupla in nezmožnost določiti vzrok ter način smrti. To je bila moja največja skrb. In brez morilskega orožja, brez sodnega zdravnika, ki bi prišel in rekel, da je bila zadavljena ali ustreljena. Ali bo porota to sploh sprejela? Trajalo je 3 leta, da je prišlo do sojenja. Vsa ta leta smo čakali, da zberejo vse dokaze in pripravijo dober, trden primer. Seveda nas je skrbelo, da bi porota lahko ugotovila, hej, ne vem zagotovo, kako je umrla. Nisem povsem prepričana, kako je umrla, ali je šlo za umor in ne za samomor. Zato smo res želeli zapolniti čim več teh vrzeli, kot smo lahko, še pred sojenjem. Oktobra 2025 se sojenje Matthewu Paulu končno začne. In to je Stephanie Pavlons. Ona je oseba, ki je bila predmet tega sojenja zaradi umora. Je oseba, od katere v tem primeru ne boste slišali neposredno.
To je Stefani, ko je nekega dne uživala življenje. Kako je končala mrtva v gozdu v mestu Delafield leta 2022? Eno stvar vam ne bomo mogli predstaviti in to je vzrok smrti. Želela sem, da vedo že od začetka, hej, slišali boste vse te stvari, ampak ne boste izvedeli, kako je umrla. Ampak to je v redu. Tako je bilo bistvo uvodne izjave, da imamo veliko dokazov, ampak na eno stvar, ki jo boste želeli vedeti, verjetno ne bom mogla odgovoriti. Zdaj se morda sprašujete, kako za vraga boste dokazali primer umora, če ne veste, kako je umrla? Dokazno breme za zvezno državo Wisconsin ni, da dokaže, kako je umrla. Na koncu primera vas tega ne bodo vprašali. Vprašani boste, ali je Matthew Paul namerno ubil Stephanie Pavlons. Ali je po obtožbi države kriv ali ni kriv. Edini razumen zaključek, do katerega lahko pridete, je, da je kriv za umor Stephanie Pavlons z namernim dejanjem. Obramba je imela več strategij, s katerimi je pristopila k temu primeru. Najprej, in kar je najpomembneje, ne vemo, kako je umrla. Kaj šele kdo, če sploh kdo, je odgovoren za njeno smrt. Nobena priča ne bo mogla z gotovostjo pričati, kako se je življenje Stephanie Pavlon končalo. V primeru umora se tožilstvo vedno opira na pričanje ene ključne priče, to je sodnega zdravnika. V tem primeru bo sodni zdravnik okrožja Waukesha pričal, da lahko kljub izčrpnim testiranjem in preiskavi povzamejo zaključek o načinu in vzroku smrti Stephanie. Z eno besedo, nedoločeno. Verjamem, da država ne bo mogla dokazati onkraj razumnega dvoma, da je Matthew Paul storil kazniva dejanja, za katere je obtožen. Tako tožilstvo skuša poroti pokazati, da čeprav ne vedo, kako je bila Stephanie ubita, obstaja le ena oseba, ki bi jo lahko ubila. Zato smo morali za poroto resnično povezati vse koščke v celoto z vsemi drugimi dokazi, ki smo jih imeli. Ne znanstveni dokazi, ampak v tem primeru veliko digitalnih dokazov, veliko izjav obtoženca, sporočil, ki jih je pošiljal drugim ljudem, kar je nakazovalo, da je on tisti, ki je povzročil smrt Stephanie. Zdaj, med digitalnimi dokazi oziroma računalniškimi iskanji, ki sta jih opravila Matthew Paul skupaj s svojim očetom Marvinom, so precej obremenjujoči. Ko je Matthew Paul prišel na dom gospoda Marvina Paula, kaj ste opazili na računalniku gospoda Marvina Paula? To so spletna iskanja. Pogrešana ženska, najdena mrtva. 9. september 2020, 2 videoposnetki. Policijski skener Waukesha. Truplo najdeno na polju v Waukeshi. Pogrešana ženska, najdena mrtva. Ali je kdo iz organov pregona vedel, kdo je bil najden v gozdu blizu OAV? Kolikor vem, ne. Ali je kdo v organih pregona vedel, da je bila Stephanie Pavlons pogrešana od 23. avgusta? V tem trenutku ne, ker v tem trenutku nismo objavili nobenih informacij o tem, kdo je bil najden. Preprosto zato, ker nismo vedeli. Na podlagi teh iskanj morda ta oseba ve. Skoraj takoj po 23. avgustu 2020 dva začne iskati osmrtnico za Stephanie Pavlons. Išče pogrebna podjetja. V tem obdobju začne tudi uporabljati svojo aplikacijo za policijski skener. Še ena močno priča tožilstva je bil Andrew Willis, skupaj s svojim kadavrskim psom Raven. Raven so odpeljali v objekt, kjer so zadrževali tovornjak Matthewa Paula, da bi preverili, ali lahko izsledi kakšen dokaz, ki so ga detektivi morda spregledali. Torej zdaj vzamete Raven ven in nadenete v prsnico in jo odpeljete do servisnih vrat tam, kaj ne? Pravilno, ja. Tako da gre naprej skozi garažo in se nato vrne nazaj na območje ciljnega vozila. Da. In povejte nam, kaj se zgodi, ko se približa ciljnemu vozilu, prosim. Ciljnemu vozilu se približa s sovoznikove strani, prihaja z zahodne strani skladišča in nato prečka zadnji odbijač v smeri, kjer se je iskanje začelo. Nato pa se obrne za 180 stopinj in začne hitreje dihati. Torej, spet opažam spremembo vedenja. In ko se vrne proti zadnjemu kotu na sovoznikovi strani,
prisloni nos nanj in izvede značilen sedeči signal. Pes je prišel do zadnjega dela tovornjaka Matthewa Paula na sovoznikovi strani in se odločno usedel. Vodnik psa je rekel, da je to tam pozitivna zaznava. Matthew na koncu vrže tisto steklenico vode in tisto torbico v zadnji del tovornjaka, kaj ne? Ta vonj še ne pomeni nujno, da je bilo v tistem tovornjaku truplo. To samo pomeni, da je bilo nekaj, kar je bilo blizu ali v stiku s truplom v tistem tovornjaku. Eden najmočnejših dokazov, ki jih tožilstvo na koncu predstavi, je Stefanijin dnevnik. In to je srce parajoče. Torej, začela si na prvi strani, rekla si, da je prvi vnos 10. julija 2020. To je pravilno. Prosim, preberi ta vnos po svojih najboljših močeh. Imel sem dober dan v službi, dokler nisem prišel domov in je mislil, da je tam ostal dim. Ni ga bilo. Močno me je udaril po obrazu, kar je bolelo in mi povzročilo migreno. Dober dan, slaba noč. Dr. Jekyll in gospod Hyde, zato si včasih želim umreti. Spet sem bil obtožen za nekaj, česar nisem storil. Mislim, da je imela Stephanie dovolj predvidevanja, da je vedela, da se ji lahko nekoč zgodi kaj tragičnega. Zato je ustvarjala zapis o zlorabi, ki jo je doživljala. To so v bistvu besede iz groba. Brez tega dnevnika ne bi mogli razumeti, kakšno je bilo njeno vsakdanje življenje. 10. julij 2020. Od mojega zadnjega pisanja se je zgodilo veliko stvari. Moje levo bobnič je spet počilo. Dobil sem še eno modrico okoli očesa. Imel sem modrico na hrbtenici približno 3 tedne zapored in doživel več čustvene zlorabe, kot jih lahko preštejem. 6. julija so mi srce, duša in duševno stanje bili znova in znova zlomljeni. Počutim se ujetega. Potem je čas za zaključne govore. To ni primer, kjer bi imeli očividca. To ni primer, kjer bi imeli umor posnet na videu. Morali smo trdo delati, da smo dokazali ta primer. Vsak dokaz se nadgrajuje na prejšnjega. Noben posamezen dokaz ni odločilen v tem primeru. Vsak dokaz pa vam pokaže, kakšna oseba je bil gospod Matthew Paul. Pokaže vam odnos, ki ga je imela Stephanie Pavlons z gospodom Paulom. In na koncu, da je Stephanie Pavlons umrla 23. avgusta zaradi dejanj obtoženega. Matthew se bori za svojo svobodo. Dame in gospodje porote, danes v tem primeru sedite kot 12 sodnikov. 12 posameznikov, ki odločajo o usodi Matthewa Paula. Danes tukaj sedite kot zadnji varuhi zakona. Dokazov onkraj razumnega dvoma ni. Glede na dokaze in pričanja, država zagotovo ni izpolnila svojega dokaznega bremena glede očitanih kaznivih dejanj. Prepričan sem, da boste sprejeli razsodbe, ki bodo skladne z zdravo pametjo in logiko, ter Matthewa Paula spoznali za nedolžnega. Pravimo, mislim, da bo oproščen. Vsi dokazi so posredni. Ves čas smo govorili, preprosto ne vidim, kako bi ga lahko 12 ljudi obsodilo. Nekdo bo imel razumen dvom. Vsak najmanjši dokaz se ni zdel dovolj. Nič ni bilo prepričljivega, ni bilo nobenega odločilnega dokaza. No, morda ni odločilnega dokaza, vendar ima tožilka Christy Gordon v svojem rokavu skrivno orožje. In rada prihranim nekaj za svojo repliko. V tem primeru je bila to, veste, naša teorija. Ves čas, ko je potekalo sojenje, smo se pogovarjali, tudi med pripravo na sojenje, o tem, kakšna bo naša teorija. In prišli smo do ene, za katero smo vsi menili, da ustreza dokazom. Tukaj je resnica. Ne bi mogli pripraviti takšne epizode, če ne bi imeli neverjetne podpore vseh vas tam zunaj. To res drži. In predstavljam si, da je med vami veliko lastnikov psov, kaj ne? In če prej niste bili ljubitelj psov, to verjetno zdaj ste. In glejte, glavna prioriteta vsakega lastnika je, da je njegov pes zdrav, srečen in da se dobro počuti, kaj ne? Če pa se vaš pes spopada s praskanjem, lizanjem tačk, težavami z ušesi ali srbečo rdečo kožo, niste sami. Pasje alergije so močno v porastu. Občutljivost na cvetni prah se dejansko začne v pasjem prebavnem traktu. Zato vam želim povedati o izdelku Better Wild. To je zasnovano tako, da odpravi vzrok težav. Zakaj? Njihova veterinarsko zasnovana mehka, žvečljiva dopolnila podpirajo imunski sistem vašega psa z edinstveno, po volkovih navdihnjeno mešanico pre, pro in postbiotikov.
Vsebujejo tudi druge naravne sestavine, kot so kolostrum za podporo imunskemu sistemu in lososovo olje za zdravje kože ter dlake. Če želite preizkusiti, obiščite betterwild.com/primecrime. Uporabite kodo PrimeCrime pri plačilu, ki jo lahko združite z vsemi drugimi ponudbami, ko se naročite. In Kristi je stopila tja gor, tožilstvo je stopilo tja gor in ko je začela vse skupaj povezovati, vsi smo zajeli sapo. To je bilo to. On gre na svoj pregled, medtem ko je notri, pa Stephanie kar kipi. Pravi si, dovolj imam tega. Dovolj imam nasilja. Dovolj imam zlorab. Tega nočem več. Zato napiše tisto sporočilo, ki ga najdejo v avtu. To ni poslovilno pismo. To je sporočilo o razhodu. Pusti ga na voznikovem sedežu. Mora najti izhod. Takoj stopi iz avta in začne hoditi stran. Odloči se, da bo šla proti tistemu gozdičku. Verjetno si misli, samo skriti se moram. Ne sme me videti, ko odhajam. Ampak gospod Paul pride s pregleda. Zmanjkalo je časa. Vidi, da ni v tovornjaku. Vidi sporočilo. Za branje tega sporočila ne potrebuje veliko časa. Prebere ga in še kako je jezen. Besen je. Sede v svoj dvornjak, se odpelje in zagleda Stephanie. In kaj se potem zgodi? Gospod Paul zagrabi njeno torbico. In dame in gospodje, to je morilsko orožje. Oni to ovije okoli vratu. Duši jo le minuto ali dve. To je vse, kar je potrebno. Ona izgubi zavest. In ona je mrtva. Uporabi pašček njene lastne torbice, da jo ubije. Veste, gospod Paul, ni mogel dovoliti, da bi gospa Pavlons imela nadzor. Ni mogel dovoliti, da bi odšla. Ni mogel dovoliti, da bi ga zapustila. Tako je umrla. To je tisto, na kar so vsi čakali. Zbrala je drobtinice, jih povezala in poroti postregla obrok. Primer je zaključen. Porota je razpravljala 1 uro. V svoji karieri sem imela veliko sojenj za umor, a še nikoli nisem doživela enourne razsodbe v primeru umora. Iskreno povedano, še nikoli nisem slišala za enourno razsodbo v primeru umora. Razsodbe se glasijo takole. Mi, porota, ugotavljamo, da je obtoženi Matthew E. Paul kriv umora prve stopnje z naklepom, kot je navedeno v prvi točki obtožnice. Druga razsodba se glasi. Mi, porota, ugotavljamo, da je obtoženi Matthew E. Paul kriv skrivanja trupla, kot je navedeno v drugi točki obtožnice. Bila sem zelo navdušena in mislim, da sem morala 2-krat preveriti in se prepričati, da je res kriv, ker so se tako hitro vrnili. In res sem hvaležna poroti, da so sledili dokazom. Preden Matthew Paulu uradno izrečejo kazen, tožilka Kristi Gordon prebere izjavo Lael. To je Matthewva in Stephanina hči in izjava je namenjena neposredno njenemu očetu. Ne vem, zakaj bi ona prenašala tvoje zlorabe in morda nikoli ne bom izvedela, zakaj. Kakšna bolna pošast bi to naredila nedolžni ženski, ki je preživela življenje s tabo, skrbela zate in bila ob tebi, kadar je lahko bila. Nimaš duše. Ubila si edino osebo, ki me je osrečevala in bila ob meni, ko sem jo potrebovala. Vzeli ste življenje nedolžni ženski in prizadeli toliko ljudi. Upam, da zgnijete v zaporu. To jo bo preganjalo do konca življenja. Težko ji bo o tem govoriti, ker to obudi toliko različnih spominov, ki jih je imela z mamo, in tudi nekatere spomine, ki jih je imela z očetom. Matthew Paul tudi odkrito pove svoje mnenje sodniku in se ne zadržuje. In rad bi podal izjavo o tem primeru. In mislim, da je bil to vsekakor lažen primer, ki ga imenujejo ustvarjanje morilca tukaj v Vaukeši. Jaz sem edina žrtev tukaj. Mene ubija novi gestapo. To je le vzorec zlorabe moči v pisarni državnega tožilca. Zagotovo si ni pomagal. Med izrekom kazni, v svoji izjavi, mislim, da je močno užalil sodnica. Porota mi je jasno in glasno povedala v manj kot 1 uri. In vaše izjave
vaše vedenje in vaš odnos mi jasno in glasno povedo, medtem ko tukaj sedimo danes, kaj je prava stvar, ki jo moram storiti. In tukaj je, kar zaznavam, moj namen pri izreku kazni v tem primeru je onesposobiti Matthewa Paula, da bi mu preprečil, da bi v prihodnosti izkoristil nekoga, kot je Stephanie Pavlons. Da bi škodoval duševno, čustveno, fizično. In glede na to bom za prvo točko izrekel kazen do smrtnega zapora brez možnosti izpustitve v podaljšani nadzor. Kar zadeva drugo točko, izrekel bom kazen zapora v trajanju 12 let in pol, 7 leti in pol začetnega prestajanja kazni ter 5 leti podaljšanega nadzora, ki se izvršuje zaporedno po dosmrtni kazni. Mislila sem, da je bilo zelo pošteno in popolnoma sem pričakovala, da bo sodnik Ramirez izrekel dosmrtno kazen, kar je tudi storil. To je eden tistih primerov, ki bo eden najpomembnejših primerov moje kariere. Uspelo nam je doseči pravo, pravično sodbo in pravico zanjo. To je bil najzahtevnejši primer, na katerem sem kdaj delal, in hkrati tudi najbolj izpolnjujoč primer. Mislim, da je na koncu obsodilna sodba največ pravice, ki jo lahko Stephanie dobi. Ker to pokaže, da je imela težko življenje in da je bilo to življenje v rokah Matthewa. In on je bil tisti, ki je vzel življenje in to mnogo prezgodaj. To je tragična zgodba ženske, ki ji niso vzeli le dostojanstva, ampak na koncu tudi življenje. A največja in najbolj trajna izguba je za njeno družino. In zato bi vam za konec rad dal besedo njeni mami in očetu, ki bi morala imeti zadnjo besedo. Razlog, da to danes počnem, je, da pomagamo vsakomur, ki je v takšni situaciji, da mu bo to pomagalo in mu dalo pogum, da zapusti osebo, ki ga zlorablja. Samo poiščite pomoč, samo obrnite se na nekoga, da dobite pomoč. Tudi če je težko, poskusite to narediti, da si zagotovite notranji mir.